Mi zadnja desetletja smo intenzivno v situaciji, kjer so vse nacionalne države zgolj neke lutke, neke marionete na igrišču, kar dokazuje tudi ta zadnja zelo tekoča, tragična ukrajinska vojna, ki ima več dimenzij. Poleg invazije Rusije na Ukrajino ima dimenzijo nacističnega nasilja nad ruskim prebivalstvom od leta 2014 naprej. Ima dimenzijo strateškega ogrožanja Rusije s postavljanjem oziroma z napovedano postavitvijo atomskih raketnih sistemov na sami meji Rusije, ki bi omogočila, da je recimo nuklearni izstrelek v 2 minutah v Moskvi. To vojaški analitiki poročajo te zadeve. Ljudje se tudi ne zavedajo, da so globalistične sile preko Evropske unije in preko NATO zadnja leta sistematično usposabljale ukrajinsko vojsko. Ukrajinska vojska je najmočnejša vojska v Evropi, razen ruske. Najbolje opremljena, strenirana, tako da ti spopadi v Ukrajini imajo veliko različnih dimenzij. Trpijo pa ljudje. Tako da to je tipična lastnost vsake vojne. Da ljudje trpijo za neke slogane, cenene, s katerimi z močno propagando preglasijo zdrav razum povsod po svetu. Zdaj pa, če pogledamo, kakšen je dejanski učinek ukrajinske vojne. Ogromna sredstva gredo v profite vojaških korporacij. Ljudem se jemlje denar in premoženje preko naraščajoče inflacije, potem umetno uničene oskrbovalne poti dvigajo cene hrane, povzročajo pomanjkanje. No in vse to je seveda veliko lažje in bolj učinkovito izvajati v psihozi vojne, kot je Ukrajina. Zato ta najina knjiga, se vrnem na tvoje sodiščno vprašanje, najprej pojasnjuje, da je to, kar se dogaja sedaj, so logične posledice delovanja sistema, ki se je razvijal desetletja. In v knjigi analizirava ta sistem, kje so njegove korenine, katere so te, kam to pelje, za koga je to dobro, kaj to pomeni za nas. Sistem, kakršen je, deluje zelo učinkovito, tako da nič ne razpada, kot nekateri pridigarji zdaj govorijo, samo še malo, že zmagujemo, pa tako naprej. Ne, dokler bo ta sistem funkcioniral, bo zadeva samo slabša. Tako da v tej knjigi pojasnjujeva tudi, kaj so tiste bistvene miselne pasti, v katere so ujeti ljudje. Namreč, zdaj po dobrih 2 letih vojne, ki ima hude žrtve, malo je bolj podobna prvi svetovni vojni, če se spomnimo zastrupljanja vojakov v Ypru in tako naprej, kjer je recimo brez kakršnih koli frontnih premikov v enem dnevu med Francozi in Nemci na bitki pri Marni izgubilo življenje 1 milijon vojakov. Za koga? Zakaj? No, to se zdaj kaže v drugih oblikah, recimo z rekordnimi nakupi preparatov za pomirjanje ljudi, Midazolama konkretno, v Angliji so o tem natančno poročali, da so 3-letne količine običajne Midazolama porabili v nekaj tednih v domovih za ostarele. Rezultat je v bistvu pomor starostnikov. Kaj se dogaja z dušami naših otrok? Po vsem tem maskiranju, po vsem tem manipuliranju v šolah, so poškodovane. Zato je število samomorov, število
bolnikov na psihiatriji je rekordno. Se pravi, to je specifična oblika vojne. Neke podobnosti so z prvo, neke podobnosti z drugo, je pa v osnovi je pa to čist drugačna oblika. Cilj je pa isti. Prerazporejanje bogatstva veliki bojo s to vojno zaslužili in so že zaslužili ogromne milijarde, ljudje pa trpijo. Zdaj, ta vojna je še hujša, ker je vojna enotne milijarderske kaste proti prebivalstvu sveta.